No, gospod Zirnaj, kaj se danes dogaja sploh tukaj na tem poligonu? Danes smo pripravili preventivno akcijo z imenom Zapelji me varno. Istočasno smo povabili na to prireditev voznike oziroma kandidate za voznike enoslednih vozil in za osebnih avtomobilov, pa tudi za terenskih vozil. Vsi prisotni se bodo imeli možnost seznaniti z pravilno tehniko vožnje, zato smo k sodelovanju povabili izkušene inštruktore varne vožnje in udeležba zaenkrat je zelo dobra, nekje v tem trenutku 120 ljudi se je preizkusilo fizično z različnimi vozili. Do večera računamo, da bo ta številka še bistveno večja. Za tiste, kateri pa enostavno danes niso uspeli priti, ponovimo zadevo v Izoli v ponedeljek in v torek v Luciji. In v čem se lahko pomirijo, v čem se lahko preizkusijo? Preizkusijo se lahko v sami tehniki varne vožnje, torej sistem zaviranja, potem pravilna uporaba varnostnih sedežev, varnostnih pasov, prijemanje in držanje volana in seveda fizično vidijo razliko, kako je zavirati na spolskem vozišču ali pa na normalnem vozišču. Mene zanima, kaj so to majhne kolesce, ki ima en avto, če se ne motim gor. V bistvu to je tako imenovan šreder, simulira pa drsenje, torej vožnja po mokrem spolskem vozišču in po tem sistemu deluje. Kako lahko to pripomore, kaj ima policija od tega? Pravzaprav, kaj ima policija od tega, mi svetujemo. S tem smo že zadovoljni, da svetujemo, opozarjamo, kako je pravilno potrebno voziti. Seveda izbira pa je od vsakega udeleženca prireditve, ali bo ta nasvete priporočila upošteval ali ne. Torej preventiva. Tako. Ok, hvala. Hvala. Tle pa čisto drugo sedeti, kot v navadnem avtu. Ja, tak zid se je čuden. Lahko nakratko samo razložite, s čim se bomo peljali in zakaj se gre? Aha, lahko. Kar začnem. Aha, ja, kar začnite. Torej gre za simulacijo drsenja avtomobila, torej ko zgubi stik s podlago zaradi prevelike hitrosti. Torej to se dogaja prvenstveno verjetno v ovinku. Kaj storiti? Ja, hitrosti treba začeti zmanjševati in seveda probati z vrtenjem volana v pravilni smeri, ujeti zadek, če zadek rotira ali pa karkoli in seveda potem, ko je avto spet stabilen, se lahko odpeljemo. Ok, izkusimo. Gradiraš, to je volan, ne? Yes. Zloži, jaz sem bremzal. No, v glavnem, kot vidimo, hitrost je bila 85 km/h, akcijski čas je bil 0,4 sekunde, to je kar v redu, nekje povprečje pri motoristih je 0,7 sekunde, to pa že zaradi tega, ker je bil fant, je bil skoncentriran na samo lučko, če je bil dejansko udeležen v prometu. Po moje tega ne bi bilo kaj več teh dejavnikov, ki te premamijo, ki te premote, naprimer, gledaš kakšno fajn punco in tako naprej. Absolutno, le. Tako je ženo. V glavnem, hitrost je bila 85 km/h, reakcijska pot je bila 9 metrov. Kaj to pomeni? Se pravi, 9 metrov si že prevozil, od takrat, ko si že zagledal tisto oviro, pa do takrat, ko si zabremzal, je že preteklo 9 metrov, plus tega si imel zaviranja na suhem vozišču, vidimo 32 metrov, na mokrem 47, vsega skupaj si porabil 41 metrov na suhem vozišču, na mokrem pa 56 metrov. Se pravi, da si prišel iz 85 km/h na nulo. Si pa predstavljati, da kakšen voz je pred tabo, a pa da kar naenkrat zagledaš. Torej, kaj pomeni varnostna razdalja? Ja, kaj pomeni varnostna razdalja? Mislim, tu je dosti takih dejavnikov, naprimer, na reakcijski čas vpliva že starost, ali pa odvisno kakšnem stanjem smo, naprimer, da ga malo preveč popijemo, se reakcijski čas podaljša, pa tudi koliko smo skoncentrirani na cesti, ali pa recimo, če si trujen, to so ti fizični dejavniki, tudi vse vpliva na samo reakcijsko pot. To bi bilo z moje strani vse, lepo zdrav. Najlepša hvala. Ajde, vsej se na motor.
mojega. Ne na tvojega, na tega. Kako se počutiš na tako majhnem motorju v Nepletu? Lepo, v vsakem motorju je lepo. Ne, dobro. Predstavnica je naslednjih vozil, ne? Je tako? Ja. Bi lahko rekel tako. Kdaj lahko človek začne hitro voziti z motorjem? Po cesti nikakor nekaj nevarne, preveč prometa, pač nikoli nisi sam na cesti, tudi če obvladaš motor, so drugi na cesti, ki ne pazijo na te. Recimo, da za supermoto je neki prok, ne? To je po Sloveniji. Enega imamo celo v Kopru. Ja. Kaj pa za te cestne motorje, naprimer takega, kot ti voziš, take v zadju? Razen Grobnika? Razen Grobnik, sicer ga štejemo kot slovenskega, ga ni. Nekaj obljublja v Lendavi, jaz upam, da bo, ki je bilo prav, da se fantje in punce seveda zdivjajo na stezi, ki je bolj varno in pa da se dosti naučiš tam. Čakaj, zdaj po novem nisi več samo na motorju? A še v Bobu. Še v Bobu. Kako gre? Jaz sem bil takrat na otvoritveni tiskovni konferenci. Nekaj se je govorilo o novem Bobu, enem hrvaškem, enem rabljenem, novem. Kako je zdaj? Imam Bob doma. Ja? Sem gotovila, da je še bolj nevarno kot motor. Sem se fajn razsula, tudi neparkrat smo se zavrnili. Gačeva je zanimiva stvarno, ampak vseeno motor je prva. Motor je prva zadeva. Ja. Naslednja dirka? Zdaj čakam še moja sovoznica, se še prihaja k sebi, ki je imela nesrečo in upam, da bo zdaj v juliju. A nesrečo z Bobom? Ne, z motorjem. A, posebej. Jo. Ok, najlepša hvala. Kaj da slikaš, ali snemam? Snemam. Andrej, najprej eno vprašanje. Povej mi, kdaj lahko človek začne hitro voziti? Hitro voziti? Ja. Ko ima dovolj znanja, predvsem pa za to pač namenjenim poligonom oziroma cestam, se pravi ceste, kjer so zaprte, varne in tako dalje. V nobenem primeru ne po cesti, v rednem prometu. Kje pa imamo možnost, naprimer v Sloveniji, dirkati z avti? Ja, samo organizirano dirkanje v sklopu državnega prvenstva je pač urejeno. Dirke potekajo pač na zato zaprtih cestah. Problem so pač vozniki, ki niso aktivni dirkači in bi radi hitro vozili. Te pa nimajo ustreznega poligona, kjer bi lahko to izprobali, se pač naučili in tudi tisti adrenalin dali iz sebe. Kaj torej predlagaš en poligon? Je kakšna zamisel bila sploh kdaj za to? Zamisli je bilo ogromno, tudi nekaj pobud, ki so se nažalost tako ali drugače neuspešno končale. Trenutno je v zaključni fazi prvi poligon varne vožnje, ta pravi po evropskih standardih, ki bo na Vranskem pri Celju. In to bo sigurno velika pridobitev za Slovenijo in jaz upam, da ne bo edina in da bo potem zgledu vsaj vsaka regija slovenska dobila nek, mogoče sicer manjši, ampak temu namenjen poligon. Veliki. Ja, ampak ni vsak 4x4 tako, ne? Svašta. Visi. Ja, dokaj dobro.